Sedaj pa k slavnostnemu govoru vabim gospoda Janeza Janšo. Lepo prosim. Spoštovani vrhpolci, vipavke, vipavci, dragi domoljubi. Danes smo se zbrali tukaj zato, da se poklonimo pogumu. 24. rojstni dan slovenske države, samostojne Slovenije, danes lahko obhajamo zato, ker smo imeli v sodnih časih kot narod dovolj znanja, volje in vztrajnosti ter poguma. Ampak danes se še posebej poklanjamo pogumu. Pogumu vseh tistih, ki so skozi celotno slovensko zgodovino pomagali, da se ohranimo kot narod. Pogumu piscev 57. številke Nove revije, kjer je bil prvič objavljen moderen nacionalni program, ki je bil z osamosvojitvijo uresničen. Pogumu množic, ki so se zbrale leta 1988 na Kongresnem trgu na Roški in pokazale domačemu in jugoslovanskemu komunističnemu režimu, da se ne bojimo več. Pogumu organizatorjev manevrske strukture narodne zaščite, s katerimi smo začeli po skoraj popolni razorožitvi teritorialne obrambe skupaj s slovensko policijo ustvarjati manevrsko strukturo narodne zaščite. Pogumu slovenskih fantov, teritorialcev in policistov, ki so se uprli po klasičnih vojaških merilih, verjetno 50-krat, 100-krat močnejši vojaški sili. Predvsem pa pogumu golorokih vrhpolcev, vipavcev, ki ste tukaj pisali zgodovino tega poguma slovenske osamosvojitve. Pred približno četrt stoletja je celoten svet, celoten planet obšla slika podobnega civilnega poguma, ko se je kitajski študent na Trgu nebeškega miru sredi Pekinga golorok postavil pred kolono tankov. Ta slika je bila milijonkrat ponatisnjena, je v zavesti svobodnega sveta. Vsako leto se ob teh obletnicah po vseh svetovnih medijih pojavi ta slika. Slika v počastitev tega civilnega poguma, ki jo pozna cel svet. Natančno enaka stvar se je dogajala tukaj. Vendar tle ene take simbolične slike nihče ni posnel. Vendar pa je zavedanje o tem dogodku, vest o tem dogodku, ki se je razširila v tistih najbolj ključnih dneh za Slovenijo, delovala pravzaprav enako. Kot je rekel že prej predsednik Hojs, to je bil najbolj nazoren dokaz, da se Slovenci nismo ustrašili in da se ne bomo dali. Za razliko od tega, kar so pričakovali v Beogradu, ko so govorili po generalštabu, da bo največji problem za tankovske kolone JLA, da bodo največji problem reke beguncev, ko bodo Slovenci bežali v Italijo in v Avstrijo. Pod Ljubeljem imela avstrijska vojska pripravljena taborišča za 80.000 Slovencev, niti enega ni bilo tja. Ne vem, kako je bilo v Italiji, ampak tisti dan prej, kot se reče, je lahko vsak, ki je bil takrat v uniformi jugoslovanske armade, uvidel, da pač Slovenci ne bomo enostaven zalogaj. To se je kasneje tudi izkazalo. Vendar pa je
mogoče ravno na tem mestu potrebno potegniti še neke paralele in se vprašati, zakaj je pravzaprav prišlo do tega dneva prej. Slovenija je takrat vojaško spadala pod 3 korpuse jugoslovanske armade. Podmariborski, ljubljanski in reški korpus. Večina Primorske je spadala v pristojnost, vojaško pristojnost tako imenovanega reškega korpusa. Poveljnika ljubljanskega in mariborskega korpusa JLA nista bila Slovenca. In sta čakala z akcijo do pač ure, ki je bila določena v tistih poveljih, ki so jo dobili. Poveljnik reškega korpusa je bil pa Slovenec, general Marjan Čat. In ta je nestrpno pognal tanke na Corojake dan prej, čeprav mu ne bi bilo treba. Naslednji dan so letala jugoslavijske armade, poleg bomb, na Slovenijo metala tudi letake. Na teh letakih je pisalo: Slovenci, vdajte se, vsak odpor bo zlomljen, storilce, oziroma pisalo je: počinitelji bodo kaznovani. Podpis: poveljnik 5. vojaškega območja, general Konrad Kolšek, Slovenec. Niti gospodu Kolšku, niti gospodu Čadu se ni zgodilo nič. Po vojni sta živela kot da je bila med vojno pastirja. Gospodu Kolšku so celo v Beograd njegovi prijatelji, ki so se med tem polastili oblasti v Sloveniji, nesli potni list, da je prišel nazaj in pač mirno živel med nami. Noben mu ni zastavljal nobenih vprašanj. Zaradi mrtvih, ki so jih povzročili, zaradi škode, ki je bila storjena, zaradi invalidov, ki so ostali za temi akcijami. Po drugi strani pa vemo, kaj se je dogajalo številnim veteranom, ki so izgubili delo. Vemo, kaj se je dogajalo teh 24 let, recimo Tonetu Krkoviču, ki je prišel v mojo pisarno in je dejal, takrat, ko so nas razoroževali: organizirajmo odpor, in smo to naredili. Njemu, pa tudi mnogim drugim, pa ni bilo dovoljeno mirno živeti v tem času. Kadar se boste vprašali, ali pa kadar se vam bo zdelo, da so določene stvari v Sloveniji narobe, da je pravzaprav svet na določenih točkah povržen stečajev, ko opazujemo stvari, ki se dogajajo okrog nas, ali pa ki jih počnejo z nami, takrat se spomnite na to primerjavo. Stvari se niso obrnile prav. In ta pogum, ki je omogočil, da danes obstajamo kot samostojna država, je bil grdo izigran. In noben narod ne more mirno živeti, se razvijati in delati za skupno prihodnost brez tega, da je pač glede ključnih državotvornih stvari, ključnih dogodkov, ki so ga pravzaprav sploh ustvarili kot moderno nacijo, razdvojen. In v tem konkretnem primeru mislim, da niti ne gre za kako razdvojenost naroda. Ker zelo podobno prepričanje, pravi daleč večinsko, pravimo plebiscitno, kot je prevevalo Slovenijo, takrat, ko smo glasovali za samostojno državo ali takrat, ko smo jo branili, v Sloveniji še vedno obstaja. Žal pa prevladuje politika delitve z površinskimi, pa seveda tudi podpovršinskimi oblastnimi vzvodi v rokah, ki je stvari zapeljala v takšno smer. In noben narod, kjer se brez zakonov in prisile pri osnovnih stvareh ne ve, kaj je prav in kaj je narobe, se ne more mirno
razvijati tako, da izkorišča vse svoje potencijale, ker se vedno vrača na ta problem. In mi imamo še to nesrečo, da imamo še na 10 tisoče nepokopanih rojakov in drugih, ki so jih pač pomorili po drugi svetovni vojni, pa tudi že prej na slovenski zemlji, in se ukvarjamo še s tem problemom. Zaradi tega pravzaprav enak pogum, kot smo ga potrebovali pred 24 leti, potrebujemo tudi danes. Če hočemo živeti dobro prihodnost in če hočemo to dobro prihodnost tudi za naše otroke in prihodne generacije, potem ta pogum potrebujemo zdaj, ker čas teče. Znanje imamo, voljo in vztrajnost tudi, ne nazadnje je tisto najbolj domoljubno jedro slovenskega naroda to v zadnjem letu, kako neštetokrat dokazalo. Je potreben tudi pogum, prvič, da se soočimo z dejstvi, da stvari vidimo takšne, kot so, in ne pristajamo na stalno zamegljevanje in laži, ki prihajajo z ekranov slovenskih televizij in strani slovenskih časopisov. Potrebujemo pogum za to, da zacelimo rane iz preteklosti na civiliziran način, da dejansko postanemo občestvo Slovencev, se pravi občestvo živih in mrtvih, da sprejmemo tudi mrtve, jih pokopljemo in kar se zgodovine tiče, živimo z razlikami, ampak vendarle kot en narod. Seveda potrebujemo pogum za to, da stvari, ki so zdaj eklatantno narobe postavljene, postavimo na svoje mesto. Tako da tisti, ki je mogoče verjel, da so dnevi poguma mimo, se je žal zmotil. Dnevi poguma, kot so bili pred 24 leti tukaj v Vipavski dolini in kasneje po celotni Sloveniji, so potrebni tudi zdaj. Pravzaprav so potrebni vedno, ker življenje vedno prinaša nove preizkušnje. Nikoli ni, pač na tem svetu ni nebes. Vedno smo postavljeni pred dileme in tako naprej in je potreben pogum, da se prav odločamo. Ampak Slovencem je zdaj potreben pogum tudi zato, da uredimo neke osnovne stvari, ki jih pač doslej nismo uredili. Torej želim, in mislim, da vsi, ki stojimo danes tukaj, verjamemo, da ta pogum imamo, le poiskati ga moramo v sebi in pri naših bratih in sestrah, kar je rekel gospod vikar prej v cerkvi. Predvsem pa je zelo pomembno tudi, da znamo ta pogum ceniti. In danes se tukaj klanjamo pogumu izpred 24 let, pogumu Slovenk in Slovencev brez orožja, ki ste tukaj ustavili jugoslovanske tanke in na ta način pokazali, da v vojni, ki je sledila, ne bo odločalo število tankov in debelino oklepa in števila letal, ampak pogumno srce. Torej, poklon temu pogumu. Poklon temu pogumu, poiščimo ga vedno, ko bo potreben, znajmo to narediti in seveda iskrene čestitke ob rojstnem dnevu slovenske države, ko si je pogumni slovenski narod izbojeval svojo pravico do enakopravnega življenja v Evropi. Lepo.